Kot vsi veste, se nam je prva naloga zelo dobro posrečila po zaslugi pogumnih ljudi, ne bom jih našteval, vsi jih poznate, tiste, ki so vodili ta proces, in prizadevanja slovenske vlade, ki je, bi rekel, to organiziranje osamosvojitve, bi rekel, z nečloveškim trudom in naporom uveljavljala. Kajti, ni tako, kot se danes gleda. Takrat so mnogi izrecno in dejansko aktivno nasprotovali tem prizadevanjem Demosa za samostojno Slovenijo. Tega ne marajo danes več omenjati, radi bi pozabili, samo tega se pozabiti ne da. Ne omenim samo dogodke, to bi rekel, dopuščanje razorožitve Slovenske vojske prav v dneh, ko je slovenska vlada prisegala v parlamentu, mi govorim o Demosovi vladi, in pa seveda pol drugo leto spomladi, ko so se pripravljali zakoni, ki naj bi sicer z večino Demosa, ki naj bi omogočili vsaj neke skromne osnove za oborožitev Slovenske vojske. Takrat se je pojavila deklaracija za mir in moram povedati, in to je sramota, in ker je sramota, jo bom tudi ob tem slovesnem dnevu pomenil, ker mi tega ne smemo pozabiti. Od 5 članov državnega predsedstva, ki je bil takrat vrhovni poveljnik slovenskih sil, so 4, to se pravi, vsi razen Ivana Omana, podpisali pravzaprav neke vrste željo, da se Slovenija ne oborožuje. V mojih očeh, ker je to podpisal tudi predsednik predsedstva, pomeni to v mojih očeh veleizdajo. V tistih trenutkih, ko smo pričakovali, da bo Jugo vojska uporabila svoje orožje, ko smo vedeli, da živimo v silno nevarnih časih, ko so tisti, ki so organizirali manevrske strukture in podobne oblike Slovenske vojske, ko so nosili glavo v torbi dobesedno, v tistih časih se vrhovno poveljstvo izrazi za nekaj, kar je takrat pomenilo odpoved zahtevi po slovenski samostojnosti. Zakaj omenjam te stvari za nazaj? Mene ni zato, da bi na veliko pogrevali vse, kar je bilo. Samo, če hočemo naprej, se moramo zavedati tega, kakšne napake smo mi v preteklosti delali, kakšne napake so drugi v preteklosti delali, in moramo se zavedati tega, da niso vsi tisti, ki danes ploskajo samostojni slovenski državi, bili udeleženi pri njeni graditvi.